Pozdravljeni in dobrodošli v moji družbi, z vami spet Aleksandra Winkler. Nadaljujem prejšnjo temo. Govorila sem o magiji iz oči in danes bi rada povedala, kako prepoznati pravega maga že po očeh. Bi se reklo, najprej bom govorila o teh dobrih magih. Namreč oči človeku razkrivajo zelo veliko o njegovi osebnosti, naj si bo oblika, barva, velikost, ampak nek simptom, ki sem ga dolga leta raziskovala, pa vsem tem, ko omenjam sove, recimo barva sovih oči nekako spominja na tale kristal, ki mu sicer rečemo tigrovo oko ali pa bikovo oko ali pa rdeče bikovo oko. Ti imajo pač taka imena, čeprav bi bilo lahko katerokoli oko. Sokolje in mačje oko, recimo sokolje oko, zaščiti pred urokom iz oči. Kako in kdaj boste, ali pa tale oblika me najljubša, tigrovega očesa, kako in kdaj boste lahko sami zaščitili sebe, na kakšen način, vam bom povedala v nadaljevanju. Zdajle bi vam pa rada pokazala oziroma predstavila še mojo lepotičko, tlele je blizu z mano, in njene oči so tako magične, pokaži se, le tukaj so, so tako magične in imajo rumen odtenek. Se pravi, rumen odtenek v očeh. Rumene oči so izjemno redke oči in dejansko ljudje, ki imajo rumene pikice v očeh, imajo sposobnost kot sova, kot živali, to je kompliment, sova predstavlja modrost, imajo sposobnost videti to, kar drugi ne vidijo, kar je običajno zemeljskim ljudem nevidno. Pokaži tvoje lepe oči, ja, take rumene so. Zelene oči so modre oči, ne modre barve, ampak zelene oči tudi vsebujejo odtenek rumene, če se razumemo. Ampak prav rumenkast lešnikov odtenek, vedno, kjer se pojavi rumena, tam je nekaj magičnega, nebeškega, nekaj v smislu pozitivnega, če so tudi drugi pokazatelji pri človeku, da ima sposobnosti bele magije. Bodite torej pozorni, kajti barva oči na prvi pogled ne pove veliko, ko pa se resnično dobro zazrete v zrtlo človeka, živali, takrat poglejte, če so kakšne rumene drobne pikice, recimo na temno modrih očeh so včasih se pojavijo drobne rumene pikice in izgledajo kot zvezdice na nebeškem večernem nebu. In tam je znamenje neke globoke mistike, modrosti. Seveda ponavljam, samo en simptom ne more dati zagotovila, da je, bi se reklo, človek neka visoko vibracijska osebnost. Še vedno se bomo danes dotaknili neke negativne teme, in sicer iz oči sije lahko tudi zavest. Oziroma, mogoče to opazimo, da nekomu iz oči, da ti je fovš, po domače povedano, lahko pa tega ne opazimo, ker ljudje smo tekom življenj razvili neko tako sposobnost kamuflaže. Se pravi, rečeš, imam nov avto, veš, znanki, prijateljci, sodelavki, in reče, a res? Ampak prikrije tisto, ne, nočem, da ga imaš, ne.
dve vrsti zavisti obstajajo in tudi druge energije, ki spremljajo to zavist ljudeh in škodijo. Škodijo tako, kot škodi urok. Se pravi, zavist je vrsta uroka. Urok povzroči škodo, se pravi negativen urok. Obstajajo tudi pozitivni uroki, tako kot sem povedala že v prejšnjem videu, da se ne ponavljam. Če me zdaj le prvič gledate, priporočam, da si pogledate tudi drugo video vsebino. In dve vrsti zavesti. Pa začnemo od začetka, bi se reklo temu. Ali so zavist, negativni urok, črna magija res toliko slabe energije, da bi naraj kar zradirali z tega sveta vse ljudi, ki taki so, ki že v osnovi imajo tako energijo škodovanja drugim, ali se moramo sprijazniti, ali kaj narediti z njimi, ali jih preobraziti. Ne moreš jih preobraziti, ker določene stvari so že v genetiki človeka. In lahko pa se naučimo jih prepoznati za naše dobro, za našo varnost, zato da se ne zapletamo, ker slabonamerni ljudje vse, kar počnejo samo zase dobro in za vse druge slabo, skoraj za vse druge slabo. Mogoče imajo neke redke svoje podpornike, s katerimi si delijo pač kar pridobijo na način manipulacije. In v svetu misterije, v svetu teh energij je veliko manipulacije. Zakaj? Zaradi tega, ker bi se reklo, storitve niso vidne, kot naročim zidarja, kvadratni meter je toliko. Se pravi, stvari v duhovnih sferah niso tako materialno določene, se pravi, kakor bi človek rekel, jaz ti pomagam, ampak zato sem v tej, je odvisno tudi od tebe, od sodelovanja. O tem, kako prepoznamo dobre mage od slabih, bom tudi še povedala v naši zaprti skupini. Zdajle pa sem vam obljubila o zavisti. Da v Sloveniji je zelo veliko fušije, se reče temu, in zavist, fušija ti povzroči škodo. Tako škodo, da ti grejo lahko stvari narobe. Če ti zavida več ljudi, da je masa ljudi, da je zavestna, je večja moč. V obratnem smislu, če razumete, ker jaz sem tle tudi za skeptike in hvala Bogu, če ste skeptiki in ste tlele in dvomite, tudi prav je zdravo, je, da si o vsem skeptičen. Če si skeptičen, lahko, bi se reklo, razmišljaš, ne daš na tehtnico, a je ali ni, a bi ali ne, ne kar da prejmeš za prvo vabo, to ni zdravo, ni zdrav način mišljenja, da takoj vsakmu verjameš na prvo besedo. Nočem, da tudi meni verjamete, bi pa rada, da kupite mojo knjigo, tlele je, Brezmejna moč bele magije, ker vam za teh 20 € lahko spremenim življenje za 200 stopinj. Prav? V plus. Tri energije obstajajo na tem svetu, tri energije so bistvo vsega. Se pravi, odgovarjam na vprašanja, ali naj se negativnih magov in teh kar znebiti, ali bi jih mogli zažgati na grmadi. V glavnem, glejte, takole gre. Kreiranje, vzdrževanje in uničenje. Vse te tri energije so del božanskega stvarstva. Se pravi, drevo pač odvrže seme, potrebuje pogoje za vzdrževanje in ko doseže svojo starost, se pravi, sledi uničenje. Ali pa uporabimo drev za drva, v gradbeništvu, ampak kakorkoli, vse, kar obstaja, je podvrženo trem osnovnim energijam. Se pravi, kreiranje, manifestacija, ali pa recimo zarodek, oploditev bi bilo, potem človek vzdržuje svoje telo tekom življenja in na koncu uničenje telesa. To je pač značilno. To je tudi Pozejdonov-atlantidski talisman, ima 3 zob, pa Šiva 3 zob, se pravi, simbolizirajo ti tri energije.
v katolištvu, v katoliški cerkvi pač se poudarja sveto trojstvo, Oče, Sin in Sveti Duh. In se pravi, z tega stališča, če je tudi uničenje, se pravi, če so negativni magi del uničeni, zavistni, zlobni ljudje, tudi oni morajo obstajati, zato ker če ne poznamo slabega, ne vemo, kaj je dobro. Se pravi, da ti veš, kaj je ljubezen, sočutje, podpornost, empatija, moraš vedeti tudi, kaj je destrukcija, hudobija, nevoščljivost. Pač ta svet je sestavljen iz dveh polov, noč in dan, črno in belo in tako naprej. Se pravi, z tega stališča odgovarjam, da ljudi, ki delajo slabo, važno, da jih prepoznaš in da se z njimi ne zapleteš, čustveno, poslovno, kakorkoli. In o vseh stvarih se mora človek malo spoznati. Glejte, verjetno se morate malo spoznati na gradbeništvo, če ste kdaj adaptirali hišo, pa da vsaj veš osnove. Tako se moraš malo spoznati na ličenje, na stil oblačenja, na dekoracijo doma, na vrtnarijo, spoznati se moraš na kuharijo, pa tudi nis kuhar. In tudi z tega stališča, ne glede na to, a boste prišli, a boste moji učenci, ali bi samo radi osnovno znanje, v vsakem primeru vam priporočam to knjigo. Ni jo možno dobiti drugje, razen na omgarden.si spletni strani. In odlomke iz te knjige delam zdajle. In zdajle grem k temu, se pravi, dobra stran negativnosti, vseh negativnih energij je v tem, da spoznamo, da jo osvestimo, se naučimo energijske zaščite in se posvetimo načrtnemu vzdrževanju vsega dobrega. Načrtno moramo vzdrževati svoje mentalno, fizično, emocionalno telo, brez tega ne gre, ali pa bomo prehitro propadli. Se pravi, če moraš na vrtu zalivati solato, poskrbeti za gnojilo, jo zaščititi pred mrazom in tako naprej, je vzdrževanje pomemben del. In kar se tiče nevoščljivosti oziroma zavisti, tlele pod zavistjo spadajo 3 močne energije. Eno je pohlep, drugo je zavist kot zavist, ki ima tudi 2 plati. Se pravi, zavisten človek ustvarja urok. Ta urok ne potrebuje nekega obreda, zaklinjanja, klicanja negativnih energij in tako naprej, kar to delajo. In mi smo tle, da se pred tem obvarujemo. Vam povem, na tem svetu je tega še in zelo veliko in karkoli preveč, zato so tudi vojne, zato je pomanjkanje, zato je nasilje med ljudmi, ne? Ker ljudje dopuščajo v svoje življenje nehote, iz nevednosti verjetno, te negativne energije. V glavnem, ko smo pri zavisti, obstajata 2 skupini zavistnežev, obe ti naredita škodo, eni večjo, drugi manjšo. Zavisten človek se pravi pomeni, da si želi neke dobrine, nekoga drugega, tudi zase, ne? V prvi skupini so tisti, ki drugim privoščijo, da bi, se pravi, ti lahko imaš, sam tudi jaz bi imela to, kar ti. Ti lahko imaš vilo na morju, super, ampak ti zavidam, ker jo jaz nimam, jaz bi tudi rada imela, ampak lej ti jo ne bi vzela. Se pravi, to je ena skupina zavisti, ta ni toliko škodljiva zavist. Druga, ki je pa škodljiva zavist, da ne privoščiš, se pravi, gre se za neprivoščljivost, ko človek toliko zelo ne privošči drugemu, da celo obstaja nek pregovor, da bi nekomu crkljna krava, pa tudi če bi zato meni 2. Se pravi, toliko zelo, ali pa da bi oslepel na obe očesi, tudi če bi jaz na eno. Se pravi, toliko zelo je te hudobije. In kako to deluje na energijskem nivoju, ne, v nivoju akaš, nekje na metafizičnem svetu se vse to zapiše, zabeleži, vsaka misel, ne, se pravi tudi
preko teh silicijevih kristalov obstajajo pomnilniki, naprave, ki shranjujejo spomin, tako tudi kristali shranjujejo spomin, in to je nekje po videzu prepoznamo, da ima kvalitete tako nebeške kot zemeljske in da ščiti pred uroki, ali pa tale sokolje oko, recimo, ki se tako na modro sveti. In nisem to, je tudi Horusovo oko, se pravi, vedno, ko je nekaj v obliki očesa, ščiti pred pogledom zlobnih oči, ko posebna molitev pride, tlele meditacija z molitvijo, invokacijo in ob prižiganju sveče. Tako da sam eno brez drugega, tudi kristal sam zase ne naredi nič, je treba pač imeti sposobnost ali pa oziroma znanje ga uglasiti za tisti namen, za katerega želiš, da ti največ služi, da se aktivira. Se pravi, ta druga vrsta ljudi, ki povzroča, ki je toliko zelo zavisten do drugih, pa naj si bo to zaradi lepote, zaradi materialnih, čustvenih, mentalnih, se pravi, imaš lepo razmerje, pa so ti prijateljice fovš, ali pa prijatelji, imaš lepo hišo, dom, stanovanje, pa ti zavidajo, mladost ti zavidajo, lepo postavo, karkoli, diplomo, šolo, izobrazbo, kariero, ti ne privoščijo. Pred tem je treba biti zaščiten. Potem so še pohlep in nevoščljivost, ampak danes bi vam rada povedala, da obstajajo ljudje, ki so bolj dovzetni za negativne energije drugih, in obstajajo ljudje, ki so manj dovzetni. Ne vem, kje si ti, in tudi, a si med tistimi, ki so bolj dovzetni, ali med tistimi, ki so manj dovzetni, ampak tudi to se skozi življenje spremenja. Prva stvar, ki jo moraš vedeti, je ta, da če si v ranljivi situaciji, se pravi, ne vem, ranljiva situacija je že ženska v menopavzi, takrat ima vročino in tako naprej, takrat je že ranljiva. Nosečnost, ko ste brali moj mail, ko sem opisovala potek moje nosečnosti in kaj se je zgodilo, pač tega ne razlagam na YouTubu, veliko stvari povem v zaprti skupini, tako da sledite mojim mailom na omgarden.si, če niste še naročeni, če ne pa berite, ker eni pozabijo prebrati, pa jim gre v koš za smeti in spam in tako naprej. Tako da, bolj dovzetni so ranljivi ljudje, tisti, ki imajo neko krizo, ne vem, zgubi službo in je že ranljiv, zgubi partnerja, tudi če ima super kariero in je že bolj ranljiv, se pravi, fušija, nevoščljivost, zavist, pohlep, vse to pride do njega, ti uroki, pridejo do njega mnogo lažje, ker ima že odprta vrata. Žalost, nemir, jeza, užaljenost, to odpirajo vrata negativnim energijam, zato naredite vse, da zaprete ta vrata. Ne gojiti žalosti, ne biti jezni dolg cajta. Jeza traja 3 minute, potem se treba z njo soočiti. No, in o zaščiti bom imela enodnevno delavnico v Ljubljani, ne pozabiti, datum je fiksen, cena je tako nizka, da vam bo žal, če ne pridete. In obenem bomo delali energijsko čiščenje, tudi da boste imeli očiščenje energije za celo leto 2026. Priprava na leto 2026 pa poteka tudi brezplačno za kupce knjige Brezmejna moč bele magije na Google Drive, se pravi v zaprti skupini, kjer se lahko pogovarjamo tako, da ni za vse, ni za javnost. Tako da jaz vam res želim, da začutite podporne energije vaših prijateljev, kot tudi nepodporne energije vaših
prijateljev v navednicah, ki pač to itak niso. Se pravi, si predstavljate smučarja ali pa ne vem, katerega koli športnika. Nekdo gre na neko športno tekmovanje in rabi navijače, publiko. Navijači so lahko tudi doma za televizijskimi zasloni. Vsi ti ljudje pošiljajo podporno energijo v smislu, dajmo naš, daj še malo, saj ti bo šlo. In drži se, dajmo, razumete? In ta se prenaša, se pravi od ljudi, od mase ljudi, gre kot voda, v toplih dneh hlapi v nebo, se zbira v oblakih in ko je polno, pade. Se pravi, vse, kar daješ, enkrat pade do tebe. In se pravi, če deluje podporna energija, v online Ključ do duše se učimo tudi o tem, kako ima človek naravno zaščito, svetlobne krogle, bele luči, modre luči. Se pravi, to so naše naravne božanske zaščite. Zato se enim ljudem nič ne zgodi, pa tudi če ima 10 tisoč nevoščljivcev okrog sebe. Drugi, rizična skupina, se pravi, prestrašeni, izgubijo nekaj v pomanjkanju, užaljeni, jezni, so pa lahek plen in tudi ljudje, ki nimajo naravne zaščite, so bolj dovzetni in uroki pač obstajajo, če v to verjamejo. Vsak športnik, ki hoče imeti čim več podpornih članov, čim več okrog sebe podpornih zaveznikov, zato ker so to pozitivni uroki podpore. Nihče ne bo rekel, ne, jaz bi raj sam tekmoval, vse mi je, a manj koga, ki mi ploska, a manj koga podpornika, ne. Tako da mi v skupini se tudi medsebojno podpiramo, zato ne pozabi link za nakup knjige, se pravi povezava do moje spletne strani, kjer jo naročiš za samo 20 €, zraven dobiš še vse ugodnosti, brezplačna meditacijska soba, srečanje v zaprti skupini online, priložnost za res ugodno ceno za delavnico v živo v Ljubljani in popuste za 3-mesečni program Božanska magija, online program in še nekaj je tam napisan, tako da berite raj tam. In varujte se ljudi, tale nasvet za na konec, ne razlagajte o svojih uspehih, o tem, kaj ste lepega kupili, o tem, kaj ste lepega doživeli, ljudem, ki bi vam lahko to zavidali. Se pravi, lahko poveš svoji prijateljici, da si bila na Havajih, če je tudi ona bila na Havajih, ali pa ne vem, na enem podobnem cenovnem razredu na dopustu. Ljudem, ki pa misliš, da ti ne privoščijo, pa raj ne govori stvari, kaj imaš, ker zavist je urok škodi, negativni urok. Seveda, tako kot sem rekla, obstaja tudi pozitivni podporni urok. In nekateri moji učitelji, ni nujno, da se jaz zmerom in z vsako malenkostjo strinjam z njimi, pravijo, da je potrebno ljudem, ki nimajo, nekaj dati samo zato, da ti ne bojo fovš. Ja, če imaš lepe rože doma, pa jih namnožiš, pa daš še sosedi 2-3 osebam na vasi, ni problema, to že lahko daš. S tem, ko nekomu dajaš, je pa kot da bi volku metal kost, zmerom bo prišel in ko mu to 3., 5., 10. ne boš imel zadat kosti, te bo napadel, ker se mu zdi, da mu to pripada. Tako da previdno. Živimo v svetu dvojnosti, na eni strani je tema, negativnost, na drugi je svetloba, pozitivnost in čim več svetlobe bo v nas in čim bolj bomo
čuvali zase to svetlobo, se ne pustili vsakmu izkoriščati, ne trošili za brezveze naš čas in imeti je prav z vsakim in z vsem, temveč ga bo ostalo za tiste, ki jih imamo res radi. Namreč največji urok je ljubezen, srčna ljubezen do svojih bližnjih, spoštljiv odnos, in če te kaj ujezi in vznemiri, hitro opravi s tem. Če si žalosten, hitro se zjoč in pa reč, zdaj pa adijo moja žalost, ne pomaga več vzgajati to žalost, zdaj pa grem, zaviham rokave in se lotim nečesa konkretnega delati za boljši jutri, kreirati za boljše življenje. Z vami sem bila Aleksandra Winkler, moja spletna stran je omgarden.si. Ne pozabite se prijaviti ob nakupu te knjige boste, ali pa če ste jo že kupili, res veliko ljudi je že kupilo, ste dobili povabilo za pač tisto popust za tisto storitev, ki vam pripada, in seveda vidimo se kmalu na enodnevni delavnici, in če boste res navdušeni, pa tudi na 3-mesečnem online programu Božanska magija, ki prežene negativno črno magijo. Čau.